Včeraj sem imel en malo bolj naporen kolesarski trening. Zaganjal sem se v tisti klanc, ki gre iz smeri Sokanskega mostu proti Goriškim Brdom. V 1 uri sem naredil 600 višinskih metrov in ko sem prišel na koncu domov, mi je števec Garmin napisal 3 dni in pol počitka. Danes nameravam povedati nekaj o tem, kaj točno to pomeni. Imam pa tudi novice okrog novih kolesarskih očal in pa glede sprednje lučke. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno recovery vožnjo, da se malo spočijem po tistem včerajšnjem napornem kolesarjenju. Smo že na sredi oktobra, vreme pa čudovito, 19 stopinj Celzija. Ja, včeraj sem res imel en tak bolj naporen kolesarski trening. Iz službe sem prišel šele ob 5 popoldan in sem imel samo 1 uro časa, tako da sem se 5-krat zagnal v Sabotinski klanc. Tu je vzpon, ki teče od Sokanskega mostu v Goriška Brda. Vzpon je dolg približno 1,8 km in na njem se dvigneš za slabih 130 metrov. Prvih 400 metrov tega klanca je precej položnih, ker se peleš čez Sokanski most. Potem se pa kar naenkrat vzpne in gre 10%, vmes se mogoče dvakrat rahlo zravna, ker sta 2 serpentini, ampak če ne, je pa kar do konca lepo napet. Ko to ponoviš 5-krat, se kar pozna, tako da sem bil več kot polovico časa v coni 5. In ko sem prišel domov, mi je Garmin števc napisal 3 dni in pol počitka. To je funkcija od Garmin števca na koncu vsake vadbe, ko napiše neki recovery time. Včasih je to lahko samo 15 ur, včasih en dan. In zdaj, kaj točno pomeni ta recovery time? To je čas, v katerem si tvoje telo po nekem intenzivnem treningu popolnoma opomore in je spet pripravljeno na velike napore. Ta čas se zračuna po neki formuli, ki ni točno znana, upošteva pa srčni utrip in pa tvojo pripravljenost, ki jo Garmin ugotovi skozi dalj časa tvojih vadb. Tale Garminov recovery deluje kot nekakšen odštevalnik, tako da če pogledaš vsak dan, on vsak dan pokaže malo nižjo številko, dokler ne pride do ničle. Upošteval bo tudi mojo današnjo vadbo. Zdaj, če bi bila ta spet naporna, bi se lahko recovery time celo povečal, če ne, se bo pa znižal. In bom na koncu doma točno posnel, koliko počitka mi še predvideva, ko bom zaključil tole vadbo. In zakaj je ta recovery time sploh tako pomemben? Pač enostavno, tvoje telo rabi čas za regeneracijo, da si opomore po naporni vadbi, a in drugič spet pripravljeno na večje napore. Če bi vsak dan treniral na maksimum, pač hitro pride do preutrujenosti, napadaš svoje mišice in srce, telesu ne daš priložnosti, da se spočije. Če pa se regeneriraš pravilno, to pomeni, da boš naslednjič spet lahko treniral enako intenzivno ali pa še celo boljše. Če nimate Garmin števca, si lahko ta recovery time zračunate tudi sami. Na spletu je več formul. Najbolj enostavna, da si jo zapomniš, je ta, da po koncu vadbe pogledaš povprečni srčni utrip, ki ste ga dosegli na neki vadbi, pomnožite s številom minut, kolikor je vadba trajala, in vse skupaj delite z 200. To naj bi ti dalo približno oceno, čez koliko ur bo tvoje telo spet regenerirano in pripravljeno na nove napore. Če se vam zdi, da je to za vaše telo premalo okrevanja, pa namesto 200 delite s kakšno manjšo številko, recimo 150 ali pa celo 130. In kaj zdaj pomeni ta recovery time? Da moraš ležati doma pri miru, kakor na operacijski mizi? Ne, seveda ne. To je samo informacija, čez koliko časa bo tvoje telo spet regenerirano. Ti lahko vadiš vsak dan. Če boš pretiraval, se bo ta recovery time povečeval, če boš imel pa nizko intenzivnost, se bo pa postopoma zmanjševal. Take vadbe, ko je moja današnja v coni 2, Garmin ne šteje kot napor, ampak jih smatra kot aktivni počitek, tako da se po koncu tazga kolesarjenja recovery time zmeri zmanjša. Jaz sem se odpravil danes prav lepo po ravnini, tukaj do morja. Če koga zanima, kje sem se vozil, bom pa dol v opis videa dal itak link do svoje Strave. Prav po tej progi, ki sem jo omenil, sem zdaj prišel tukaj v Turjak do tega ljubega kolesarčka, ki je tukaj postavljen kot ena taka kovinska inštalacija.
Tukaj bom izkoristil priliko, da vam pokažem svoj novi dizajn, kako imam nameščeno sprednjo lučko. V glavnem, ko sem jaz kupil to lučko, sem ugotovil, da moj Garminov nosilec za števc nima tle od spodaj tistega pravega nastavka, da bi lahko lučko pritrdil od spodaj. In potem ste mogoče videli v prejšnjih videih, da sem imel lučko nameščeno tle na belanci, ampak tisto mi ni bilo najbolj všeč, ker je izgledalo tako precej robustno in na specialki nekako ne paše. In potem, ko sem študiral, kaj bi lahko naredil, kako bi stvar rešil, sem se odločil, da napišem mail podjetju Sportshine, kjer sem to lučko kupil in moram reči res vse pohvale. Preprosto rečeno, profesionalen odnos. V 2-3 mailih smo ugotovili, kaj se da narediti, tako da sem dobil nov Gaciron nosilec, kjer od spodaj paše ta nastavek za lučko. Zdaj imam celo 2 nosilca, tako da sem tistega ta starega od Garmina dal na gorsko kolo in ga bom uporabljal tam. Moram pa res reči, da sem ful zadovoljen s to lučko, ker nekako ni mi bilo zadati od 150 do 180 evrov za Garminovo sprednjo luč. Res ne, se mi zdi malo predrago. Tale za 50 evrov mi je bila pa super in dela dobro, baterija v redu zdrži, tako da priporočam, če še kdo išče kaj tazga, sportshine.eu in lučka Gaciron, to je prva liga. Glede tega, kako se boš ti regeneriral, moraš pač poslušati svoje telo ali pa svojega trenerja, če ga imaš. Vsekakor, če boš ti en dan delal Everesting gor na tistem klancu proti Vršiču, boš drugi dan verjetno crknen in boš samo doma lizal rane. Če pa vadba ni bila tako super naporna, lahko regeneracija pomeni tudi prijeten sprehod, kakšna lahkotna hoja, lahkotno kolesarjenje, kar jaz pri sebi opažam, da mi še najbolj paše. Zame lahkotno kolesarjenje pomeni v coni 2, se pravi med srčnimi utripi od 110 do 130. Če merilnika srčnega utripa nimate, pa spet po občutku, tako da vam bo prijetno, da greste na easy in se lahko zelo lepo regenerirate in pripravljate na naslednje podvige. Sem prišel v Marino Julio, tukaj je res tak mir, prijetno vzdušje tako ob morju, toplo je, eni ljudje še kar ležijo na ležalnikih in se sončijo. Jaz sem se pa tukaj ustavil za toliko, da vam pokažem ta nova očala Sirocco K3 California. Prišel je paket iz Španije. Večinoma stvari, ki sem si jih nabavil, so zimska oprema, nogavice, dolge hlače, dolga majica, tako da je zdaj še pretoplo, da vam bi tisto pokazal na kolesu. Očala pa že uporabljam, v glavnem so super fit, tle si lahko pogledate, kako sem jih odpakiral in prvič probal. Tu me najbolj zanima, kakšna so, predvsem, če so taka, kakor je bilo nakazano na spletni strani. Zaželel sem si namreč oranžna očala in taka tudi so. Če pokažem, tako je izgledalo na spletni strani. Tu so očala K3 California, cena je bila 118 evrov, znižana na 48. Seveda trenutek resnice, če so mi prav. Evo, lej, ko ulite. Tudi če zelo močno stresam z glavo, se nikamor ne zmaknejo. Zelo dobro mi stojijo, mislim, da tudi izgledajo dobro. Kar je še posebej zanimivo je to, da so stekla fotokromatska, kar pomeni, da se prilagaja njihova zatemnitev glede na jakost sončne svetlobe. Super, super, s tem sem res zadovoljen. Zraven je še neka vrečkica in pa 3 koščki za menjavo. To so te dodatne gumice za nanos, oziroma te stranske. Če se ti slučajno tukaj to uniči, imaš eno zamenjavo. Zelo, zelo sem zadovoljen. V glavnem, ja, res super očala. Všeč mi je ta dizajn, barva paše nekako, se mi zdi, na ta moj stil. Zdaj grem pa lepo nazaj proti domu in vam povem še nekaj o tem, kako se bom regeneriral čez teden. Če bi si radi tudi vi karkoli kvalitetnega kupili v tej spletni trgovini Sirocco, imate od spodaj v opisu link za 10% popust. Kar se tiče moje regeneracije tekom tega tedna, se pravi danes, ko je prvi dan po intenzivni vadbi, imam vožnjo v coni 1 in 2, občasno navijem tudi v cono 3, ampak zelo malo.
Jutri se zna zgoditi, da bom imel kar počitek, kvečemo mogoče kakšne raztezne vaje in segrevanje tistih mišic, ki so včeraj najbolj delale. V naslednjih dneh pa spet sledi lahkotno kolesarjenje v conah 2 in 3. Vsak dan se mora moj recovery time zmanjšati za 24 ur, razen če bi ga jaz s svojo intenzivnostjo vmes povečal. Svojemu telesu bom pri okrevanju pomagal tudi tako, da mu bom poleg počitka priskrbel potrebne beljakovine, minerale in elektrolite. Po 4 dneh bom tako spet pripravljen na kakšen bolj zahteven trening, kakšen vzpon, kakšne intervale. In tako se moji tedni vrtijo lepo naprej. Jaz vam želim dobro regeneracijo, čim več lepih in srečnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.